Sedaj pa je čas za novo temo, in sicer v goste smo povabili Jana Kerna iz Imago Slovenije. To pa je festival, ki že 32 let skozi živo umetnost in kulturne dogodke pomaga revitalizirati prizorišča starih mestnih jeder, trgov, gradov, muzejev in druge kulturne dediščine v Sloveniji. Pri festivalu gre za promocijo kulturne raznolikosti in interkulturnega dialoga, povezuje pa tudi kulturo in turizem. Več o festivalu in dogajanju, ki se bo pričelo v sredo v Mestnem muzeju Ljubljana, nam bo povedal eden od koordinatorjev projekta, kot sem jim omenil, Jan Kern. Jan, lepo pozdravljen v našem studiu. Najprej čestitke za 32 let obstoja, to je res že dolgoletna tradicija. Vaš načrt je obujanje starih mestnih središč s kulturno ponudbo. Bi rekli, da ste v zadnjih 30 letih na tem področju že uspeli narediti kakšen res konkreten, hvalevreden premik? Ja, v bistvu za začetek sam majhen popravek, v bistvu je že 33. leto letos. Zdaj seveda to je več, kot sem jaz star, tako da čisto do začetkov tega projekta seveda jaz ne sežem. Ampak se je pa začelo vse skupaj v Ljubljani pred 33 leti z ustanovitvijo Društva za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra, ki je takrat začelo nekako oživljati staro Ljubljano z majhnimi kulturnimi dogodki in tako naprej. Takrat je bila Ljubljana še precej mrtva v tem smislu. In seveda je potem ta projekt nekako zrastel, je Ljubljano lepo oživil, je sigurno tudi pomembno prispeval k današnji podobi. Je pa potem na podlagi dobre prakse, tega danes se imenuje, pravzaprav to društvo še vedno obstaja, samo da se danes imenuje Staroljubljanski zavod za kulturo. Je pa potem leta 1998 na podlagi te dobre prakse v Ljubljani bila ustanovljena še ustanova Imago Slovenije, Podoba Slovenije, katere namen je pa nacionalen in tudi mednaroden. Tako da v bistvu danes Imago pokriva preko 20 občin in krajev po celi Sloveniji, kjer seveda tam lokalnim organizatorjem pomagamo z programskim svetovanjem, tudi za samo koordinacijo dogodkov in tako naprej, in pa seveda za neko skupno promocijo celotnega festivala. Veliko sodelujemo pa tudi z znanimi odmevnimi tujimi mednarodnimi festivali, preko katerih organiziramo gostovanje v tujini za slovenske glasbenike, kar je seveda zelo pomembno za neko mednarodno odmevnost slovenske kulture in umetnosti. Ja, stara mestna jedra so imela, še vedno imajo kar nekatera težavo, se pravi z obujanjem življenjem v teh starih mestnih jedrih. Sam izhajam iz Kranja in tudi tam vem, da je potrebno veliko truda in napora za oživitev mestnega jedra. Se pravi, vi se nekako temu želite zoperstaviti s svetovanjem, s pomočjo. Kaj so pa tisti najboljši, se opravičujem, kako najlažje premagati to zamiranje mestnih jeder, torej s festivali, z rednim kulturnim dogajanjem? Na kakšen način se vi s tem srečate? Ja, seveda. Mislim, ena zelo pomembna stvar je neka kontinuiteta. Zato, ker ljudje rabijo kar nekaj časa, da se navadijo na neko kulturno dogajanje. Medtem ko potem vidimo tudi iz naših praks, kadar naprimer iz takšnih ali drugačnih razlogov, kakšen koncertni cikel ali pa kaj takega, kakšno leto, dve vmes ga ni, potem ljudje rabijo kar nekaj let, da se spet navadijo in pač redno začnejo obiskovati dogajanja. Ja, tako da predvsem kontinuiteta in pa seveda vedno je tukaj zraven ena velika ovira pri kulturi, so vedno finance. Zdaj, kultura ne glede na nek nacionalni in pomen, ki ga pač nosi za samo družbo in tako naprej, je nekako vedno odrinjena na rob in nekako vedno zadnja v vrsti za financiranje, in potem je seveda zelo težko. Tako za primer, naprimer, taki večji mednarodni festivali, naprimer v Salzburški festival, ki je svetovno odmeven. Oni imajo, naprimer, mislim, da imajo lansko leto so imeli 67 milijonski letni proračun. Zdaj seveda s takimi festivali mi zelo težko konkuriramo, ker pač tukaj situacija je zelo, zelo drugačna. Ja, verjamem, ja. No, pri svojem delu povezujete največ dve umetnosti, in sicer arhitekturo in glasbo. Kako povezujete? Verjetno ni vsak koncert, vsak dogodek primeren za določen prostor.
Ne, seveda, ja, dogodke je treba prilagoditi samim prizoriščem, nekaj koncertov delamo v cerkvah, veliko naprimer v ljubljanski stolnici, v cerkvi Svetega Jakoba, tudi na Gornjem trgu, potem na Ljubljanskem gradu, seveda tudi po drugih gradovih in cerkvah po Sloveniji, v mestnem muzeju, ampak se pa nekako trudimo, da se to je nek tak, ugotovili smo tekom let, da je to nek tak uspešen model, s katerim se dejansko v to arhitekturno, kulturno dediščino, ki sama po sebi mogoče je ali pa ni toliko atraktivna, če se v njo vnese neko živo kulturo, seveda potem to privabi veliko ljudi in potem ta zadeva živi in potem se lahko tudi neke drugo kulturno dogajanje umesti v ta prostor, ne, še zraven. Pa bi rekli, da so slovenska stara mestna središča dobro nekako zgrajena za kulturno dogajanje? Ja. So možnosti široke? Ja, definitivno, ja. Pač Slovenci imamo, kljub temu, da Slovenija ni bila neka zelo bogata dežela v preteklosti, imamo veliko zelo lepih mestnih starih jeder in drugih objektov, od sakralnih in tako naprej, ki so zelo lepa, zelo ustrezna in bi bilo škoda, da propadejo in da se ne dogaja v njih nekaj več. Ne. Veliko se ukvarjate tudi, se pravi, s koncerti klasične glasbe. Kako bi rekli, kakšno je sprejemanje slovenske publike za klasično glasbo? V bistvu zelo dobro. Jedro našega programa nekako predstavlja klasična glasba. In Slovenci smo nekako, slovenska publika je zelo, zelo dobro izobražena pravzaprav. Se vidi tudi naprimer ta kontrast, ko turisti pridejo v Slovenijo na koncerte. Naprimer Slovenci vedno vejo, znajo brati programske liste, vejo, kje se ploska, kje se med stavki posameznega dela ne ploska in tako naprej. Taki detajli, ki pač se jih človek nauči samo, če redno hodi na koncerte. Medtem ko pri tujcih se velikokrat opazi, da nekako takih stvari si niso čisto domači z njimi. Ne? Je pa kljub temu, da pa je nekako klasična glasba dobro sprejeta pri nas in razširjena, je pa vseeno nekako se mi zdi, da bi pa lahko še malo bolj naredili Slovenci na nekem odnosu do kulture na splošno. Ker se mi pa zdi, tukaj je pa spet kontrast za tujci, so pa veliko bolj hvaležni in veliko bolj nekako cenijo, spoštujejo tako kulturno dogajanje in predvsem brezplačne dogodke, vsi naši dogodki so brezplačni za obiskovalce, tako da velikokrat potem naslednji dan po koncertu v pisarno pridejo kakšni zadovoljni turisti, ki ne morejo prehvaliti, da so lahko brezplačno to kakovosten program poslušali. Ja, ker Slovenci nekako imamo občutek, da težko se sploh odločimo za nek plačljiv dogodek, sploh če primerjamo, ne vem, cene kakšnih vstopnic za take koncerte v tujini, pa v Sloveniji smo Slovenci vseeno malce bolj zadržani, nam gre težje kakšnih 20 € iz rok za kakšno vstopnico, da rečemo, malo boljšega koncerta. Ja, mislim, ja, tako kot sem rekel, nekako se mi zdi, da gre tukaj za čist nek primarni odnos do kulture in do tega, koliko je nekdo pripravljen plačati za to, da vidi v bistvu nek dogodek, v katerega seveda so umetniki mogli ogromno truda in časa vložiti, da je nastal. Leta 2009 ste imeli en tak zanimiv mednarodni projekt, bi morda povedali nekaj več o njem? Takrat smo imeli Evropsko glasbeno poletje, to je v bistvu bil en naš prvi projekt, ki smo ga dobili iz tega Creative Europa, torej Kreativne Evrope, od Evropske unije. In namreč šlo je za neko mednarodno sodelovanje, predvsem Slovenije in pa Češke. In smo naredili en tak koncertne izmenjave v obeh državah z različnimi slovenskimi, seveda tudi češkimi in drugimi mednarodnimi izvajalci. Je pa po pravici povedano to še pred mojim časom v projektu oziroma v ustanovi, tako da nisem imel neke prav osebne izkušnje s tem, no. Lažje povem, kaj je bolj aktualnega. No, ena stvar mogoče bolj aktualna, no, že kar nekaj časa traja, ampak veliko pozornost posvečate mladim talentom. Na kakšen način? Ja, definitivno. Slovenci imamo v bistvu zelo velik glasbeni potencial v našem podmladku. In te mladi glasbeniki rabijo predvsem na začetku kariere, rabijo neko spodbudo, da postanejo bolj prepoznavni, da si zgradijo nek glasbeni izraz, da si pridobijo izkušnje za nastopanjem in tako naprej. Tako da mi v bistvu imamo podcikel,
mednarodnega festivala Imago Slovenije je podcikl Mladi talenti, v okviru katerega vključujemo najboljše mlade glasbenike, večinoma take, ki so zelo uspešni še tekom študija in pa tiste, ki so ravno zaključili študij in rabijo neko spodbudo za nadaljnji razvoj svoje kariere. Naprimer, en tak dober primer je ravno prejšnji teden ena lepa novica. Odjeknila je namreč Andraž Golob, en odličen klarinetist mlad naš, komaj 25-leten, je dobil redno pozicijo v orkestru berlinskih filharmonikov. Wow. To je pa res zavidanja vreden uspeh, čestitke seveda mlademu glasbeniku. Jan, najlepša hvala za enkrat za ta pogovor, prav kmalu se spet vrneva in nadaljujeva, pred tem pa dajmo nekaj minut še našim oglaševalcem. Lepo zdrav, že smo nazaj iz oglasov. Govora je o festivalu Imago Slovenije. To v latinščini pomeni torej podobe Slovenije, slike Slovenije. Ob meni pa Jan Keran, eden izmed koordinatorjev festivala. Jan, lepo pozdravljen spet v našem studiu. Govorila sva že nasploh o vaših projektih, o vaši bogati zgodovini. 33. leto bo že potekal festival. Zdaj pa mogoče bolje, da se kar konkretno dotakneva samega festivala. Kje bo potekal, kdaj bo potekal, kaj lahko na njem slišimo, vidimo, kam lahko pridemo? Hvala za besedo. V bistvu pretekli petek smo že začeli z slavnostno otvoritvijo na Kongresnem trgu, kjer je v bistvu bil en lep operni večer v izvedbi Mariborske opere. Bodo pa koncerti potekali vse do konca avgusta. Zvrstilo se jih bo preko 40. Pripravljamo kakovosten, raznolik program, vse od klasične glasbe, predstavitve mladih talentov, džeza in pa etnoglasbe. Večina festivalov večina koncertov poteka v Mestnem muzeju, to je nekako našo stalno osrednje prizorišče za komorno glasbo, kjer bodo med drugim nastopili, naprimer, če izpostavim ene par koncertov. Pripravljamo letos je v bistvu leto mnogih različnih obletnic, tako da je tudi program nekako se lepo umestil v to. Tako da bomo imeli, naprimer v Mestnem muzeju, kot sem omenil, bo koncert ob 100-letnici rojstva velikega mojstra tanga Astorja Piazzole, ki ga bosta izvedla Maja Lisac-Barosso in Marcelo Nissinmann, to je ena slovenska oziroma švicarska saksofonistka slovenskih korenin in pa en argentinski bandoneonist. Piazzolla je tudi eden izmed mojstrov harmonike, čeprav vem. Ja, bandoneona. To je ta argentinska harmonika. Tako da ta Argentinec, ki bo tudi sodeloval na tem koncertu, on v bistvu je mojster tudi. Prav tako je tudi skladatelj. Tako da to bo sigurno en zelo zanimiv dogodek v Mestnem muzeju. Potem, naprimer, pripravljamo vsako leto nekaj koncertov tudi na Ljubljanskem gradu. Tam bo letos, naprimer, spet ena obletnica. Letos namreč obeležujemo 700 let smrti velikega italijanskega pesnika Dantea Alighiera. Tako da pripravljamo z odmevnim tržaškim kvartetom, godalnim kvartetom Chagall. Pripravljamo eno tako gledališki koncert, en tak zanimiv multimedijski projekt. Potem, naprimer, letos je tudi 150-letnica rojstva skladatelja Aleksandra von Zemlinskega, s čimer se bomo tudi za programom poklonili, oziroma nek priznan dunajski godalni kvartet Auner, ki bo prav tako nastopil v Mestnem muzeju. Potem bo v Mestnem muzeju spet koncert ob 20-letnici hrvaško-slovenskega kvarteta Flaut Four Syrinx, ki bodo ob tej priložnosti tudi izdale dvojni CD. V Narodni galeriji, kjer je tudi vsako leto nekaj naših koncertov, pripravljamo koncert ansambla Kamerata Akademika Ljubljana. Tu gre v bistvu za eno tako zelo zanimivo zasedbo, sicer profesorjev Ljubljanske glasbene akademije. Potem posebej bi izpostavil koncert prvovrstne zasedbe glasbenikov, sicer v Berlinu živečih glasbenikov, sicer članov najboljših evropskih orkestrov z težiščem na berlinskih filharmonikih, in namreč Berlinski pihalni oktet, s katerimi pripravljamo koncert v Ljubljani in pa tudi v Piranu. Kot sem že prej omenil, seveda Imago Slovenije je kulturna mreža, ki pokriva več krajev in občin in tudi v zamejstvu in v tujini.
tako da pripravljamo kar nekaj gostovanj po drugih krajih po Sloveniji, naprimer v Metliki tudi med drugim. Bo pa tale klarinetist, ki sem ga prej omenil, Andraž Golob, ki je prejšnji teden zasedel tole mesto v Berlinskih filharmonikih, bo tudi svojo zasedbo nastopil letos, je namreč na gostovanju v Italiji, blizu Padove, Trio Tempestoso. Obeta se še kar nekaj zanimivih koncertov. Trio Arkadia med drugim. Trio Arkadia je pa to sredo. To je pa prvi naslednji koncert, je pa to sredo prav tako v Mestnem muzeju. Kje pa lahko drugače vidimo celoten program? Nekako imamo takele programske zgibanke, ki jih lahko najdete po hotelih, na Ticih, po večini trgovin in lokalov in tako naprej. Seveda lahko se vedno oglasite tudi pri nas na Gornjem trgu 16, kjer imamo mi svojo pisarno, da vam še kaj več povemo, če koga zanima. Drugače pa najbolje pa na naši spletni strani imagoslovenije.net, kjer seveda je dostopen ves program, tako da si lahko preberete vse o samem programu in o nastopajočih. Pa si potrebujemo vstopnico rezervirati ali samo pridemo tja? Ja, v bistvu letos, enako kot lansko leto, zdaj zaradi teh koronskih ukrepov, ki zaenkrat so še veljavni, mi upamo, da se bo stvar še malo omehčala. Seveda moramo nadzorovati kapaciteto prizorišča, tako da je možno dobiti brezplačne vstopnice, ki pa jih delimo ponavadi zadnjo uro pred koncertom, pred vhodom na prizorišče. Tako da pač tisto omejeno število obiskovalcev, ki pač prvi pridejo, lahko se udeležijo koncerta. Tako da se pravim, upam, da se bojo ukrepi čim prej zmehčali, tako da bo lahko vse večje število. Se pravi, vseeno bolje priti kakšno minuto prej, da ne ostanemo brez vstopnic. Ja, definitivno. Je izredno zanimiv in pester program, zanima me pa, kako pa pridobite vsa ta sredstva za izpeljavo tako bogatega festivalskega programa? Kdo so največji podporniki festivala? Ja, težko pridobimo vsa ta sredstva, zelo težko. Zdaj nekako večinoma se moramo pokrivati iz naslova pokroviteljev, torej raznih sponzorjev in koprodukcij in podobne stvari. Nekaj seveda delež dobimo tudi od javnih sredstev, tako od Mestne občine Ljubljana, kot od Ministrstva za kulturo, tudi nekaj malega, in pa od Turizma Ljubljana tudi ponavadi. Zelo dobro pa sodelujemo z temi tujimi inštituti kulturnimi v Sloveniji, predvsem naprimer z Balasijevim inštitutom, to je madžarski, potem z italijanskim kulturnim inštitutom, z avstrijskim kulturnim forumom in tako naprej. Ja, no, verjamem, da je res kar izziv, kajti, kot ste omenili, toliko dogodkov, glasbenikov svetovnega kova pridejo nastopati na same take elitne ljubljanske lokacije. Kaj pa recimo po drugih mestih, se ta festival dotika tudi drugih mest, omenili ste sicer Piran in Brežice, kje vse lahko še najdemo kakšen klasičen ali pa drugačen koncert pod vašim okriljem? Ja, letos je v bistvu, imeli smo pred nekaj leti, smo imeli že zelo bogato mrežo občin, ki seveda vsi te kontakti še vedno obstajajo, ampak je pa zdaj v zadnjih 2 letih zaradi te koronske situacije, smo nekako, so vsi bolj prestrašeni, kar se tiče prirejanja teh kulturnih prireditev in nekega financiranja in tako naprej. Tako da smo mogli seveda ta obseg je prilagojen trenutni situaciji, tako da bojo letos so planirani koncerti v Metliki, v Piranu, v Ljubljani seveda, kjer je težišče, blizu Padove v Italiji, še nekaj, se ne morem zdaj spomniti. Ja, verjamem, da je kar precej teh mest, tako da v detajle seveda ne bomo šli, seveda si pa lahko še kdorkoli preveri tudi program, kot sva že omenila na spletni strani. Jan Keren, najlepša hvala za tale obisk, tudi za vabilo in se pravi za opis programa. Želim vam uspešno izpeljavo in seveda veliko zadovoljnih obiskovalcev vašega festivala. Ja, hvala za povabilo. Takole, mi pa se iz festivala Imago Slovenije na kratko selimo v oglase, potem pa se nam pridružite še v zadnjem bloku današnje dopoldanske oddaje. Se gledamo prav kmalu.